Narediva en check-in. Deva. S čim danes? Prihajaš, kako si zdaj? Ja, zdaj kar sem malo znemirjena, ker zmer pred temi začetki me kar malo ampak tako, ker to je, se mi zdi, da stopava v eno drugo fazo telih najnih podcastov. Pa v bistvu se ga ful veselim. In ja, je malo tak Ja. Meni je tudi malo. Ti? Tudi. Tako, ker ene take mrolince čutim zelo v ustancah zanimivo, tako. Pa mrzle roke. Tako da sem živčna, malo, ampak tako. Po drugi strani pa ja, čutim, da danes bo neki drugač, zelo drugač. In se ful veselim, kam naj bo odpeljal. Tako. Ja. Brez razmišljanja o konceptih, o strukturi, samo tako, kako to živimo. Life, ja. Ja. To mi je. Good. Ja. Ja, hvala ti za tole. Tako da, ja, tale vikend, ko sem se pripravljala malo tudi na novo epizodo in sediva z možem, večerjava in debatirava vse sorte stvari, ampak tako meni je malo v zadnji, ja, ponedeljek in Katja in tako. In pa sem rekla, nič bom kar malo moža vprašala. Kaj zdaj bo vprašala? In mu rečem, ti poslušaj, kaj ti vidiš pri meni, da se je pri meni v najnem odnosu v zadnjih 10-15 letih spremenil. Ko me je malo zanimalo, ko on vidi, ne? In je tako, in čas malo tako počakal in pa tako z enim njegovim tipičnim humorjem reče, ja, končno si ugotovila, da je to to. In sem tudi jaz ko malo najprej zastala in pa se oba dva režala. In ja, to je bil en tak, tako se mi zdi bil moment, ko se mi zdi mogoče ravno to, kako sem jaz sprejela to njegovo reakcijo, en odraz tega, skozi kaj sva šla v 30 letih zakona plus 5-6 let še podlage. In kje tako, ne? Kako si zdaj včeraj reagirala na to situacijo, kako je to drugače od tega, kaj bi v preteklosti naredila? Če bi se to zgodilo, ne vem, še 15 let nazaj, ne? Po mojem bi bilo vikenda konc, ne? Ker jaz bi to reakcijo doživela kot, da tako govori zviška, da dejansko me ni slišal, da jaz sem hotela en tako resen komentar ali pa pogovor, on se je pa tako malo hecal. Ampak tako v enem trenutku, ko je to izgovoril, sem pa v bistvu videla, da sem jaz sposobna danes njega sprejeti tako, kot je, ker se zna kdaj na zelo zanimiv način pošaliti in da obenem je povedal eno veliko resnico. Ampak tako, ne, me je pa to vrnilo dejansko, tako, ko si tudi ti rekla, ne, koliko je bilo drame. Koliko je bilo pa drame v vseh teh letih nazaj. Kolikrat so bila tako v situaciji, ko sem jaz imela občutek, lej, če bi samo lahko bil to, če bi lahko, a ne more tako, ali če bi drugače reagiral, drugače komentiral, drugače bil z mano, bi jaz lahko rekla, da je najin odnos okej, ne? Če bi on malo drugače bil, pa reagiral bi ti lahko. Če bi on malo drugače. In ja, to tako, zdaj ko gledam nazaj, koliko let vidim, da sem bila ujeta v tem, ne? In ne sem ujeta na način, da sem dejansko res sebi verjela, da je to. Ja. Da dejansko
jaz sem čisto ok, ne? Ampak najn odnos in on, klepa se moram par stvari spremeniti. In je tako, ko vidim zdaj, ne, da bolj, ko sem jaz pritiskala na njega, bolj se je v bistvu on umikal. In ni bil pripravljen na nobeno spremembo. In tako so šla en stran od drugega in so bili tako obdobja, ko nama ni bilo fajna. Ne? Kaj pa je bilo tist, kar jo je pripeljalo vsem, da se danes lahko režite ob taki izjavi? Ja, en kup takih situacij, en kup, ampak spomnim se pa ene, ne, ker tam se mi zdi, da je tako, kar reče, kako je že tale, ne, crack, ne, ker se je zgodila razpoka. Ja. In sicer zmenjena sva bila, da greva zvečer z mojimi prijatelji, najprej na večerjo in pa na koncert in jaz se doma popoldne urejam in Tomaž je šel na kolo in pa je zamudil. In je prišel domov toliko pozen, da jaz sem mogla že prej vse poklicati in vse odpovedati. In jaz sem mislila, da se bom pač res razpočila noter, ne, tako. Me ne vid, me ne spoštuje, nisem vredna, ne, tako, je pozabil name, tako čist. In vse te zgodbe, ki sem si jih pletla, preden je prišel domov in tako, en zmiks jeze, žalosti, tudi tako mal, kam to sploh gre, ne? In pa je prišel domov in je tako zelo iskreno rekel, sorry, jaz sem res čist pozabil. In jaz vem, koliko pač je on takrat užival v tem kolesarstvu. In sem v enem trenutku tako dojela, mogoče pa vse te zgodbe res nimajo nobene veze z njim, ne? In imajo veze z mano. In spomnim se takrat, da v meni je vse živo vrel, ampak je pa bil en del tako, ko sem mu rekla, lej, Tomaž, jaz ne vem, kaj se je zdaj dejansko zgodilo, v meni je en kup stvari in jaz v bistvu zdaj sam rabim čas, da to malo pospravim in dajva se pol pogovoriti. In to je bil tako prvi trenutek, da sem bila sposobna nositi tisto, kar je moje in ne reagirati na njega, ne prideti ven z vsemi temi, mogoče pač prej so bili recimo tako taki tipični načini, ne? Ali sem postala agresivna, ne? Tako malo maščevalna in tako je prišel en tak del mene ven, ali sem se pač čisto zaprla, ne? In sem bila boga jaz, sem se smilila sami sebi. Sem pa lizala rane 3 dni, 5 dni, ne vem. In takrat v bistvu mi je prvič, ko sem ogromno prebrala o teh partnerstvih, pa tako pa sem na racionalnem nivoju že zelo dolg takrat vedela, da se poročiš z svojim nezavednim, ne? Da sem si preklicala to izkušnjo in ta odnos in da tudi en tak zanimiv, intimnost, ne? Pa ne govorimo o seksualnem smislu, ampak intimnost, takrat sem dojela, da intimnost pomeni, da imaš nekoga ob sebi, ki ti pomaga videti sebe. Nekoga, ki ti zrcalo, recimo nastavi. Intimacy, je into me I see. Lepo, ja. Into me I see. Into me I see. Tam je všeč. Tako od takrat naprej je bilo seveda še en kup enih dram, ampak tako so te drame zmeraj bile pač bolj v tem smislu, da ko sem jaz začutila, tlele me je pa res nekaj emocionalno se dotaknil in se je marsikaj dvignil gor, da v bistvu sem od takrat naprej res tako delala time out. Lej, to je pa zdaj priložnost, da jaz vidim, kaj nepredelanega se je mojega zdaj zbudil ven. So ta šiv, da si zmogla pogledati, da to je pa tvoje, pa tja not potem iti. In, ko praviš te drame, tako me je spomnil zdaj na
številne situacije, ki so bila midva. Prav un film se mi zarola, veš, ko jaz ležim v postelji, v oblačku, noter se ločujem, cela drama, kaj se bo zgodilo, a ne tako, ne, kdo bo imel otroke. Res, cele filme sem že rolala, on pa spi zraven mene kot dojenček. In pa me je še to iritiralo, kako on lahko spi, če sva se, ne vem, 2 uri prej totalno skregala, sicer ponavadi zaradi čiste banalnosti, ampak meni se je takrat sprožal. Ja, sej, ko sem razmišljala, kaj vse, ampak jaz po mojem sem si enkrat v odraščanju, v zgodnem otroštvu, ustvarila to sliko, da takrat, ko se z nekom skregaš, da pa se kar ločaš. Pa se niso, moji starši so še vedno poročeni, ampak nekako prišla sem do tega zaključka in meni se je takrat sprožil ta vlak. To je šlo samo v to smer. In ja, jaz se ločujem, on pa tam spi zraven mene. In tako, ko praviš, into me, I see, je res to, kar je meni pol pomagalo dojeti, koliko je tle mojega. Da sem jaz zmogla pogledati noter, zdaj spiva oba, ko se skregava, zdaj v bistvu gledam na to, ko imava konflikt, da je to nekaj dragocenega, da greva tja noter, da se zmenva, kaj zdaj to pomeni, in mislim, da konflikte rabimo, ker bogatijo naše odnose, jih naredijo bolj take, kvalitetne, zrele. Ampak ja, včasih pa nisem zmogla tega. Tako zanimiv shift, pa sva tudi že 22 let poročena, ampak v kakšno dramo sem bila sposobna iti. Ja, ko se vžgejo ti naši ranljivi deli, ko nas dejansko, tako mislim, če se sebe govorimo, ko te ugrabijo. Čisto ugrabijo, In ko ego začne potem brcati, drmati in v bistvu greš nazaj v svoj svet in vse tiste zgodbe, ki si jih napleteš in živiš v bistvu v zgodbi. Tako. Ampak vidiš sam tisto svojo zgodbo, svojo interpretacijo in iz nje ne moreš ven. To se mi zdi tako. Splošno zdaj, ko gledam nazaj, tudi ko sem razmišljala, danes greva tako, bolj skozi neke najne življenjske zgodbe, kako sva doživljali ta razvoj na lastni koži. In že ko sem sam razmišljala tako v teh zgodbah, sem prišla do spoznanja, da najbolj sem se razvila v teh najbolj intimnih odnosih. Ob partnerju, otrokih, v njunem odraščanju, dobro, tudi kakšnega zahtevanega šefa, ali pa sodelavcev, ali pa situacij, tudi odnosov, recimo kakšne organizacije, tudi v teh odnosih se razvijamo zelo, tako, ko vidiš, kako ten sistem izziva. Ampak ja, tako, najmočnejše so pa te izkušnje, ki so ti najbolj seveda blizu in te emocionalno najbolj užgejo. Ja, in recimo tako, ko gledaš partnerski odnos, kaj so taki tako najbolj ranljivi feelingi, ki jih ti dobiš v partnerskem odnosu, ki te izzivajo, da pogledaš? Mogoče ta del česa me je zares strah? To po mojem najbolj je tak ranljiv. Se mi zdi, je nek tak primaren strah, ki ga nosim že zelo dolgo časa tako sabo. Ampak sem se, veš, kakor, dejansko, ali pa to potenciranje mogoče, da neka taka reakcija z njegove strani, da to pomeni, da me ne sprejme, ne sliši, ne vidi, tako kot si prej sama rekla. Tako, to. Ja, pa te? Ja, mislim, tako vidim pač partnerski odnos, jaz vidim, da mislim, velikokrat sem se tako hecala, da Tomaž zna pri meni zbuditi točno tiste najbolj ranljive feelinge. In to pač je en tak občutek, ne pašem, nisem dovolj,
me ne vidi. Ja. In tako, ko sem začela tako te feelinge malo bolj opazovati, sem jih v bistvu lahko bolj dosti hitro povezala z eno svojo zgodbo, ne? Ali pa izkušnjo iz otroštva. In da je nek način partnerski odnos, ali pa Tomaž znal odigrati nekaj, zato da sem jaz lahko te feelinge sploh, da so sploh lahko prišli ven. In na začetku, ko so prišli ven, so bili tako, je to, te prevzamejo, so me prevzeli, so me pojedali in sem se čutila, da sem zelo v njih takih reaktivnih načinih delovanja in kljub temu, da sem videla to, pač so bila obdobja, ki si nisem znala čist nič pomagati. Je bilo to tako močno, Ja, te čist prevzame. Čist. In tako, da pa skozi ta odnos, da se je pa lahko zgodil pol tudi nek, ko bi se temu po slovenski rekli, ampak nek repair, da eno popravilo. Tako, in recimo na začetku, tako, če zdaj dam to, drama obdobje, pa manj drama obdobje. Tako drama obdobje je bilo, jaz sem v bistvu vse te feelinge pripisala kot vzrok si ti, Zaradi tebe se počutim tako, zaradi ti si me užalil, ti si me spregledal, ti si me pozabil. In tam v tist dan, ki se je zgodil pred tisto večero in koncertom, ko je, da sem v bistvu takrat v bistvu šele res dojela, okej. Kaj se pa zdaj zgodi, če jaz najprej vidim, da so to moji feelingi? In če začnem o teh feelingih govoriti, ne govoriti o njem, ampak govoriti o štole, kar se je danes zgodil, je v meni zbudil ta občutek, ki ga je najmanj mi ga je fajn čutiti. Ta občutek, da nisem dovolj dobra, nisem vredna, da pač tudi toliko nisem vredna, da bi prišel ta prav cajt. In da v bistvu, ko sem začela o njih govoriti in ko sem začela o njih govoriti v prvi osebi, jaz tako čutim, to se je pri meni zbudil. Ob tem je tudi on lahko zdržal tam na drugi strani. Ker ga nisem obtoževala, ga ni bil on kriv. In je tak zanimiv, tako sem čutila, da na nek način, kljub temu, da je bilo zelo težko, da sem pa dobila moč nazaj. Ker če si ti kriva, da se jaz tako počutim, v bistvu zgubim moč. Si ti žrtev. Ja. In tako, ta uvid v te projekcije, ki jih skozi počnemo, da ko se v meni zbudi res nekaj težkega, da rabimo nekaj časa, da pol te občutke lahko sploh vzameš nazaj, da jih dejansko res dojameš, da so moji. Ker pač tako, in so bile čisto take konkretne slike takrat, ko se spomnim, da sem si rekla, veš, Marjana, če bi bila to mogoče neka druga ženska, pa bi on prišel pač prepozno, bi bilo nemožnih reakcij, kako bi lahko odreagirala, ker močemo vsak določene točke, kjer si triggerjen, ali kakorkoli temu rečemo, kjer si bolj občutljiv. In tako se mi je začela tako pojavljati, tako, Marjana, veš, moče z neko drugo notranjo arhitekturo bi jaz lahko na to čisto drugače reagirala. Ja. Če bi svetovala eni prijateljici, recimo, če bi njo moš pusto čakati, kaj vse so možni scenariji, tudi neke te malo drugačne perspektive pogledaš. Veš pa tu, spomnil me, ko si govorila o tem, mi je tako zelo močna ta primerjava s tem prstom, ko na nekoga tako pokažemo, ti si kriv,
zaradi tebe se jaz zdaj tako počutim. So tle 3 prstke, ki vame gledajo. In kaj ti meni sporočajo, da tle not pogledamo, kaj tle res mojega. Kaj jaz lahko naredim, kaj so zdaj te emocije, ki jih čutim. Odkot se to prihaja? A so tako, veš, velikokrat sem videla, tako čutim nek, ne vem, v raznih zadevah, tudi v odnosu nek strah, vprašanje, če je sploh moj. Doskrat sem prišla do nekega spoznanja, da ta strah pride od moje mami, ki je pač živela v nekem, tako, rekla z neko travmo, ene izgube, ker je sestra njena umrla zelo zgodaj, ki je bila 16 let stara. In to seveda je njo, ona je bila pa 18, je njo, se mi zdi tako, v primeš enega tazga konstantnega strahu dal. In je tudi seveda to na naju sestro prenesla. To je nevaren, on je nevaren, tle se lahko to zgodi. In sem ga ponotralila, seveda, ampak velikrat v različnih življenjskih okoliščinah sem ga začutila zdaj, po letih trdega dela na sebi. Ga zmoram nekako tako prepoznati, pa si reči, ok, to je zdaj strah od moje mame, tega lahko spustim. Ni moj, da ga nosim. Čas je pa seveda smiselno, se nam služ. Ja, smo zelo zanimiv, ko začneš res raziskovati znotraj sebe. In prav res tudi ta vikend, ko sem razmišljala, kaj je dejansko ta situacija med nama pol povzročila. Ko sem jaz nehala se toliko ukvarjati z njim, in sem znala tako malo to stopiti na pauzo in reči, jaz zdaj doživljam vse živo, ne vem točno kaj, tako da sem si tudi pustila, da sem zmedena, da sem malo kaotična v enih situacijah, ampak da sem se umaknila vase, se je v bistvu tudi odprl malo prostor za njega. In da na nek način je tudi Tomaž pol bil sposoben biti bolj odprt tudi za to, kaj pa dejansko se z njim dogaja. Tudi on šel malo v svojo zgodovino, malo v svoje vzorce, pa v svoje situacije. In tako, ko se mi zdi, da sva naredila malo prostora vmes med nama, da je to v bistvu meni pomagalo, da sem se pa počutila tudi v tem odnosu bolj varno, bolj sprejeto, ker in ta stavek, ki ga je zanj dal, si gotovila končno, da je to je na nek način tako za mene bil, je neko obdobje, ki se res tako spomnim, da sem se pa temu odnosu tako bolj predala. In da sem jaz mogla nekaj narediti za to, pa da je tudi on mogel nekaj narediti za to. In da sva se na nek način oba dva predala. Kar ne pomeni, da pač ni... Se mi zdi, da še zmeraj drugmu dosti jasno nastavljava, kdaj kakšna ogledala, pa kako se kdo počuti in tako, da je še zmeraj precej živahno. Ampak tako, kot da so tisti robovi popustili. Aha, v tem smislu predala, da malo... Da sem se predala. Recimo tako, ko smo imeli zdaj, ko gledam nazaj, Hawkins je dal, ko so bili v sistemskem timskem coachingu, Hawkins rekel, partnerstva ne kreirajo partnerji, ampak skupen namen. In zdaj, ko gledam nazaj, je pač prišel nekje in tako in trenutek, ko sem začela razmišljati, v bistvu sem si pa zmeraj želela imeti odnos, skozi katerega lahko rasteš, in to ni odnos, ki je tako zelo linearen, pa je skozi fajn, torej imam čisto v redu partnere na drugi strani. Da te malo izziva. Tako, da me izziva, da me še zmeraj kje. In tudi odnos, kjer lahko moče pač neko to izkušnjo in otrokom, sinovom, to izkušnjo družine kreirava. In seveda, da se pač imava fajn in da smo ok, ko greva, da smo na nek način
frenda, ki greva pohajkvat in ljubimca, ki sva pač sama. Ali ko, ta del se mi zdi tako, da je bolj odnos ne šel z tega vidika, da si zadovoljujeva potrebe, ne, do tega, kaj lahko skupaj ustvarva. Drug za drugega in za to. In ja, mi je bilo en tak zanimiv, no. Shift se je ta vikend še zgodil. Ne? Ja. In to, kar se meni zdi močno, je to ustvarjanje tega prostora. Najprej znotraj sebe in v odnosu in tako videti to širšo sliko. Okay, kaj je zdaj tle na en skupen namen? Tako, to je res tudi tako v organizacijah. Tudi timi ne obstajajo sami zaradi sebe, obstajajo zaradi nekega namena, ki mu služijo. Ne? Zaradi nekih stakeholderjev, katerih neke potrebe oni zadovoljujejo, zato ker so tim nečemu višjemu, večjemu, kot so oni sami. To je bil tudi meni tak dober shift, ne? V tem sistemskem pogledu. Pa ja, je to tudi v partnerskem odnosu. In ta prostor se mi zdi tako, včasih res se toliko, jaz se še vedno velikokrat ujamem v neko svojo interpretacijo, ampak to, kar me je življenje doslej naučilo, je, da zdaj že zmorem se vseeno malo ustaviti, sploh takrat, ko vidim, da me nekaj zelo, zelo iritira, pa malo tega prostora narediti, pa se vprašati, okay, kaj so pa še kakšne druge interpretacije, kako se jaz mogoče lahko motim. In je tako ena scena je bila, ki me je tako, mogoče 2 let pa pol nazaj. Sin je bolj pred tem, da bo naredil izpit za avto, ne? Pol je enkrat, in ponavadi moji otroci, tako, ko smo na kakšnih družinskih ali pa prijateljskih srečanjih, a ne kakšno tako bleknejo, ko malo sta že skužila, da takrat midva ne morava tako napolno odreagirati. In on, da bo si kupil motor. Pač nekaj keša je že zaslužil, je delal, je priden. On si bo kupil motor. Jaz sem šla v ono, ne, ni govora, ne boš, pika, konc, ne. Jaz sem se res tako, zelo težko sem se takrat nazaj držala. To te zelo šteka. Kaj se je meni takrat? Mislim, tako, v tistem trenutku mene, pa se je že malo prej pripravilo teren, ampak sem mislila, kaj se malo provocira. Ampak takrat je pa tako prvič tako odločno rekel, se čisto žgala in tako smo se skregali s sinom, pa še z možem, zakaj ti mene ne podpreš, ne? O tem. Ja. Tako da, no in malo tega prostora, malo prespala. Že zjutraj sem vedela, da nisem ponosna na to, kako sem odreagirala. Ni verjetno to najbolj strategija. No in pa je bila slučajno ena prilika, sem šla v coaching. To je zdaj ta prava tema, glede na to, koliko me to iritira, koliko je to tako vsak dan me to žrlo, ne? Moram to v en coaching pripeljati. In ne moraš verjeti, eno simpelno vprašanje, kako pa še nisi na to situacijo pogledala? Tako, čisto simpelno vprašanje. Je mene tako odprl. Ne? Malo odprl zato, da sem si rekla, ok, res. Ja, nisem doslej zmogla sploh še pogledati tega. Tako, zakaj si pa on sploh to želi, kaj pa bi on rad s tem? Tako, ne? Kaj je tisto, kar ga tako zelo žene privlači pri tem motorju? Až nisem zmogla tudi tega dojeti, da mogoče jaz tega sploh ne morem preprečiti. 18 let je star, ne? So minila tista leta, kot starš v končni fazi določeno stvar, enostavno sam prepoveš, pa pol to tako bo, ne? In tako nisem mogla takrat tako dojeti tudi, kako ga lahko v tem procesu, njegovmu tudi, ne? Na tak način podprem, tako da ga ne kontroliram, da ne skušam jaz tega rezultata kontrolirati in ta rezultat v mojih očeh bo, sin nima motorja. Česa bo te bilo strah najbolj? Veš, kaj se je meni pripeljalo? Se pa sem mu zaveščala, odkot ta strah tako močen. Eno je to, kar sem ti prej tudi rekla, moja mami bi takoj tudi pomislila na to, kako je to nevaren, a ne, to sigurno.
Druga je pa ta, da se je en moj sošolc po srednji šoli, ki je bil motorist, se je poškodoval in na vozičku pristal. In jaz sem mojega tamaga videla tako, ali na vozičku, ali pa da ga skoraj ni več. To se mi je užgal in jaz nisem mogla takrat sploh tega predelati drugače. Veš, to se mi zdi tako dobro, kar si zdaj rekla, ne? Da ko se poglobiš, ne, dejansko vidiš, da tista zgodba, ki jo noter nosiš, da je čist logično, da se odzoveš tako. Čeprav tista zgodba mogoče ni logična, ne, že je psihologična. Ne. Tako. Ampak to se mi zdi tako, da je in še to, kar si recimo prej rekla, kar si omenila mamo, ki je cel sklop enih strahov, ki so se klele zdaj užgali, in mama izgubo, ti s tem, ki si doživela, človek pristal v zelo težkih okoliščinah, ki se zgodi. Što me zanima, recimo, kaj je pa bilo v tistem trenutku v odnosu med tabo pa med sinom, da si, kaj je bilo tisto, kar je prevladalo, da si bila sposobna, pa zdaj to malo bolj gledati, da si sposobna bila tudi poiskati pomoč, coaching ali kakorkoli. Kaj je bilo tisto? A veš, po mojem tako, po eni strani tisto, mogoče to je ta namena, tako, hočem biti v redu mama za njega, ki ga imam rada. Da se isto pri hčerki, tudi kakšni izjemi. Ampak tako, v tem smislu, kdo sem jaz? A sem jaz zdaj res odreagirala kot starš, ki hočem biti? Nisem. Se mi zdi, da me je v osnovi res čisti ljubezen. Točno to. In to tako... lahko v takih trenutkih začutiš, da obstaja možnost, da tudi ta odnos ne bo ok, da zgubiš nekaj v tem odnosu, če nadaljuješ svojo strategijo. Jaz sem šla pol do njega, sem mu povedala takrat po tistem coachingu. Sem šla zdaj v coaching, me žre tole, tako sem imela iskren pogovor. No in zanimiv, pol nekaj časa ni bilo nič okrog tega, ampak že opazila sem takrat, ko sem jaz njemu povedala, da sem šla v coaching, on ni nič kaj dosti takrat komentiral, vzel na znanje, vse je sigurno. Ampak tako ta tema ni tako zelo pogosta bila več, No, zanč, to je bilo pa 14 dni nazaj, se pa pelava midva skupaj, pa se nekaj pogovarjava, nekaj na situacije na cesti, in pol tako na motorje. In on meni samo od sebe tako pove, se je to s tem motorjem, to sem jaz zdaj že, sem se odločil, to ni več aktualno. Až tako, v meni je ploskala. Ampak vseeno, tako vidim, ko sem jaz spustila to mojo kontrolo, pol se je lahko zgodila, njegov proces je sam prišel do tega. Se mi zdi tako, to se skozi učim v življenju, kako sam držati prostor za to, da se nek proces zgodi. Se tudi kot coach, recimo, ali pa kot vodja, nimaš v kontroli zdaj nekega rezultata. Ne moreš, lahko pa zelo držiš podporo procesu, ki se ima za zgoditi. Sploh pri otrocih, ki so v teh letih, ko na nek način mogoče te je malo tudi testiral, ali me boš imela rada in mi boš pustila, da grem lahko svojo pot, tudi če to nagovarja tvoje najglobje strahove. A boš lahko, to se mi zdi, da je tako pri starševstvu, en tak zelo težek v bistvu manever, da ko otroci pa partnerji pritisnejo na une tipke, kjer imamo še pač nepredelane stvari. In da v bistvu si sposoben videti dve stvari. Da to ni zmiks. Zmiks v smislu, da ko nekdo
prijav neko tako, bom imel motor, ne, ker pri tebi zbudi najglobje strahove, je to običajno tako zelo zmešano, ne. In imaš občutek, da je tvoja reakcija čisto okej, ne. In ne, pa, ko si prespala, ali pač se tudi jaz zdaj, ko sem prespala, ne, ko vidiš, eno je njegovo življenje, ne, njegova želja, njegova pot, ki jo želi imeti, ne. Drugo je, kaj on s tem sproža pri meni. In ne, si v bistvu narediti prostor, da najprej pospraviš to, kar je pri meni, predno greš nazaj v interakcijo. Ja. Ko jaz se recimo pri obeh dveh sinovih spomnim tako, na tako imam sliko, v kavbojskih filmih, ki so prišli, so bili pač te scene, ki imaš tisto ulico, pa so hiše na eni strani, pa na drugi strani, pa kavboj noter pride z pištolami, a ne? In pa se vsa vrata zaprejo. Ne? Tako imam iz enega filma to sliko. Ne? In v bistvu imam to sliko, ko v vseh situacijah, ko jaz nisem bila sposobna, ko je v bistvu moj notranji proces mešal mojo materinsko vlogo in to, kako sem jaz lahko zdaj za moja dva sinova, kadar sem to zmešala in so moji strahovi prišli ven, da so tako zaprla lupute. Tuf. In v bistvu vse, kar sem rekla, je bilo tako kot malo teflon. Ne? In pol kasneje, ne, ko sta bila starejša, tako sem dobila kdaj tako čist direkten feedback. Veš, tole meni zdaj nič ne pomaga. Veš, ta reakcija meni zdaj ni okej. Tako da, ja. Videti to, kar imamo sami za predelati, ne? Za razčistiti. Ja, in meni je tako, v osnovi mi je zelo močno eno vodilo, da se probam vedno v taki situaciji vprašati, res kaj je še možno, poiskati zavestno ene druge perspektive, neke, ne, veš, tako, to ti zanč ful lepo rekla, ne, to, vedno gledamo stvari skozi svoje očala, ne, da zmoreš videti sebe, kako gledaš skozi ta očala. In da, ja, až se je tudi tukaj se spomnim. Jaz sem pa dejansko šla in par ljudi, ki jih poznam, pa so motoristi, tako sprašvati, kako so šli oni, a ne, čez to, kaj je njim tle fajn. Tako jaz enostavno se sploh nisem mogla v to uživeti. In so mi tako, ne, porazlagali. Zelo različne zgodbe sem takrat slišala. Ampak ja, priti se za te perspektive. Ja, je razvojno tako je razlika, ne? Ali sem sposobna gledati samo skozi svoje oči, ne? Ali sem sposobna gledati skozi svoje oči in biti s tistim, kar se pač pri meni pol zbudi, in pol stopiti na drugo stran, ne? Pa pogledati skozi tvoje očala, ne? Pa pogledati, kako ti vidiš stvari. In ne, pri teh očalih se mi zdi tudi tako ful pomembno to zavedanje, da pa itak je pa ves čas jasno, da ves čas nosimo očala. Da ni tako, da prideš daj do točke, ko si zdaj očala odložil, ne? Zdaj pa vidiš realno. Ne? To se mi zdi, da je tako, da v bistvu bi bil svet res precej drugačen, če bi se mi začeli zavedati, da smo bolj projektori kot pa receptori. To, kar pač novejše raziskave dosti jasno kažejo. Ne? Se pravi, noben od nas ne vidi realnosti takšne, kakršna je. V bistvu vsi gledamo skozi svojo projekcijo. Ja. In da si predstavljaj, ne, da bi se, zdaj kaj ravno politična kampanja, ne, da bi se pogovor začel s tem, ne, kaj je naš skupen namen, kaj za Slovenijo dobro v naslednjih, kaj rabimo v naslednjih 10 letih in zdaj dajmo izkoristiti tvoje očala, pa moje očala in seveda tudi pogledati, kaj so neka, če skupaj pride do nekih bolj realnih osnov in iz tega ne, graditi naprej. Kakšen shift bi to bil za politični prostor? Ja. Kaj je nek namen, ne, interes države, Slovencev, ki mu mi skupaj služimo in kaj od nas zahteva to, da naredimo? Ja, jaz sej kleb, ne, eno tako mal
zanimivo idejo imam, upam, da jo bo kdo ukradil. Povej. In ta ideja je, ne, da v mojem modelu sveta bi, kam so zdaj prišle? Ampak v mojem modelu sveta bi recimo politična kampanja, tako zdaj, kot je, ali pa pač ta soočenja, ki so, izgledala tako, da bi dejansko res brali najbolj pametne ljudi v Sloveniji, ki bi definirali, kaj pa je zdaj tistih logičnih 5 prioritet, ki jih Slovenija rab v naslednjih 10 letih, da to pride kot že v prostor. To so v bistvu ključne točke, kjer Slovenija rab in da to ne pride od politikov, da to pride od ljudi, od nas. To je tako, ja. Pač. In da potem namest soočenja, tako kot zdaj izgledajo, da v bistvu pol bi bila pa tako ena taka velika miza in okrog daš pač tistih, 5 ključnih politikov, ki zdaj kandidirajo in jim daš 2 uri za to, da najdejo soglasja, ki se strinjajo, kakšne so možne rešitve, ki bodo sodelovali, kaj bodo skupaj naredili. Da namesto, da govorijo o sodelovanju, da dejansko postaviš platformo, da sodelujejo, da pokažejo, kje bodo skupaj najdeli nekaj, kar sodelovali za tisto, kar Slovenija potrebuje. Ne? Ja. In če si predstavljaš, kapaciteto ljudi, ki bi to zmogli, držati ta prostor za te, to so težke debate, tako, če gledaš. Kakšno kapaciteto bi ti ljudje morali imeti? Kaj vse nekako bi morali biti dostopno, že čez vidika njihove osebne zrelosti? Ja, zrelost je zrelost, tako. Eno je to res, da držiš več teh resnic, da ne gledaš vse samo skozi svoje očala, da razumeš, da je bistveno bolj kompleksno in da ni samo tvoja zgodba. Da bi presegali naši, vaši. To, ja. Da ni te polarizacije, tako desno, levo, naši, vaši. Ja, to je sigurno eden od motivov, zakaj poganjam vertikalni razvoj, zrelost, ker to je sigurno nekaj, ki danes manjka in je ključno. In je včasih pač treba iti nazaj, treba iti vase. In tako, če grem nazaj na te odnose, ki so mene najbolj oblikovali, in partnerski odnos, otroci, pa obenem moja starša. In če pustim zdaj ta prvi del zgodbe, kjer so se stvari zaštrikale, ali pa pač postavile tako, kot so se postavile. Sem ogromno lepih stvari dobila, ampak vsak se mi zdi prinese neke bolečine, tudi to odraslo dobo. In tako 2-krat sem šla nazaj do staršev. Prvič, ko sem bila stara 30 let. In sem takrat nagovorila, kako je bilo zame, ko sem odraščala, kaj je bilo težko zame, ko sem odraščala, kaj sem pogrešala. In spomnim se, da sem dvignila telefon in sem rekla, jaz bi danes prišla na kofe k vama. In mi oče kasneje rekel, način, kako si to rekla, sem vedel, nekaj bo. Nisem kofe. In tako, mislim, se spomnim, da sem prišla na ta pogovor kar tako za eno tako precej kepo v želodcu, ker sem malo preigrala naprej scenarije in so bili eni bolj optimistični, eni so bili pa tudi taki, ki sem si rekla, veš, Marjana, lahko se zgodi popolnoma isto, kar se je dogajalo v vseh prejšnjih letih, da te ne boste slišala ali karkoli. In takrat je recimo oče tako, slišam te. Vem, kaj mi govoriš. In nisem znal drugače. Te imam pa ful rad. In
ta mogoče izkušnja, ne, je tako pri meni itak spremenila celo sliko celotnega otroštva, ne. Ker smo se pa lahko čisto o drugih stvarih pogovarjali, kako pa je bilo za njega, ko je nosil to odgovornost, pa še svojo zgodovino, ki jo je imel, in obenem slišal zdaj mene. In v bistvu sem ugotovila, ne, da se ta repair lahko dogaja tudi kasneje v življenju. Še sem zmeraj imela sliko, kar bom jaz do 20. leta kot starš naredila v zvezi z mojimi otroci, je to, ne. Pol bosta šla vsak v svoj svet in je konc, ne. Ampak v bistvu sem ta prvič je oče odigral eno tako spremembo in se je med nama nekaj spremenil takrat, ne. Ker sem ta drugič prišla, pa sem še malo globje stvari nagovorila in seveda so se dotikale mame, ne. Sem spet v bistvu dobila izkušnjo, da mama ne da je sam slišala, ne, ampak da je dejansko ene stvari pri sebi spremenila in da je to spremenil najin odnos. In to je meni dalo tako en tak mogoče še dodaten zagon, ne, zakaj se sploh s tem razvojem ukvarjam, ne. Ker v bistvu vidim, jaz s tem, ko na sebi delam, ko se dotikam stvari, ki so boleče, ko grem, v bistvu s tem otrokom olajšam pot, ker bom jaz mogoče kakšno stvar presegla ali pa pač drugače na njih kakšne stvari gledala in bo to njima olajšalo v življenju. In tudi ta mogoče sploh izkušnja z mamo, ne, sem v bistvu videla, da mama ni rabila kaj veliko govoriti o tem, kaj je ona spremenila. Jaz sem čutila, da je ona nekaj pri sebi premaknila. Ker smo z otroci tako tesno povezani, da čutiš, ko prideš v prostor, kakšnem energetskem stanju je tvoj starš in kaj zdaj klele se lahko dogaja. In tako, meni je to tako inspiracija. In kaj tako zdaj, ko gledaš vaš odnos, kaj bi rekli res tisto, kar se je spremenil, zaradi tega, ker si ti zmogla tako pogumno priti tja na kavo, pa nagovoriti te teme, ki so težke, vsake družini so težke, a ne, v teh odnosih. Tako, kaj je res zdaj? Veš, tako imam tako občutek, kot da ene stvari, ki so že prej pač bile v zraku. Se spomnim v otroštvu, da sem velikrat prenašala, kaj čutim, kaj se dogaja v našem sistemu, družinskem. Da takrat pač to je bilo tako, kaj to, ne, kompliciraš, ne, ni bilo priznano. Ne. Da v bistvu to, kar zdaj čutim, je, da v bistvu jaz lahko pridem v familiji z svojimi doživljanji ven, da lahko povem, kako se počutim, da lahko tudi pokažem, kako so kakšne reakcije na mene vplivale in da to lahko živi. In da to lahko kle. In da to nobenega ne prestraši in da lahko govorimo tudi o marsičem, kar je tako malo bolj pod, manj zaznano ali pa manj to in je bistveno večji občutek sprejetosti, jaz se počutim bolj free, bolj tudi povezana, ker je stik, ne? Ker ni teh vmes. Prej sem zmeraj imela občutek, da so stvari med nami, ki so neizgovorjene, neizrečene in da to dela distanco. Zdaj smo si pa bližje. In je fajn občutek, je to, da na nek način smo šli tudi malo čez te, da jaz tudi bistveno bolj razumem, iz česa sta onedva izhajala, tudi ko sem bila jaz mlajša, in da tako, ko si ti reagirala pri svojemu sinu, ker v bistvu je bil v ozadju strah, pa ljubezen do njega, da ga slučajno ne zgubiš, ne?
Da sem v bistvu dojela, marsikšna reakcija je v bistvu izhajala iz tega, ker pač je bilo to pač maksimum, kar sta znala takrat zmogla. Ne? Tako kot imam jaz maksimume, kar znam in zmorem še danes. Ja. V marsikšni situaciji in je tako postal bolj človeško. Bolj človeško. Ja. To pravijo, je ena od pomembnih nalog je to, da v življenju odpustimo sebi za vse napake in svojim staršem. Ne? Ja. Ja. Ampak se mi zdi pomembno to, da si res pogumno šla to nagovoriti. Ja. Ne, to se mi zdi tako. Odpreti te težke teme, pogledati tja noter skupaj. Včasih ni treba veliko besed, samo to, da nekdo izreče tisto, kar je v etru, kar itak vsi čutimo, da je tam, pa ne nagovorimo. Ne. Se tako, zdaj razmišljam, če čist preslikavo na ta poslovni svet narediva, kolikrat je v timih tako, da so ene teme, ki jih noben, tako pravimo ta slon v sobi je, ne? Vsi ga vidimo, vsi ga čutimo, ampak noben pa ne upa reči, da tlele imamo enega slona v sobi. Ne? Kaj, če bi mi najprej tole nagovorili, da pol ne bo več te distance, pa tega, kar nas uvira v našem procesu sodelovanja, pa da smo res tak tim, ki hočemo biti. In koliko je včasih res tako katarzično, ko nekdo tisto temo sam potegne ven. Ne? To vlogo imamo dostikrat mi, recimo, kot timski coachi, da jim pomagamo, da začnejo govoriti o teh temah, o katerih sicer ne. Da v bistvu stvaraš okolje, da to ni na nivoju obtožb, sodb, da to ni na nivoju, da zdaj rabimo ugotoviti, kdo je dober in slab ali slab. Da, ko se dotikaš teh malo bolj ranljivih tem, da mora biti ta prostor, ko vsak nos mogoče bolj sebe, kot pa kaj jaz čutim, kaj jaz doživljam, kako jaz vidim stvari. In ustvariti neko možnost, da to lahko pride v dialog. Z enim takim polnim zavedanjem, ne nosiš sebe, not prinašaš. Ampak vsi so kreiramo to varnost psihološko. Ta se mi zdi, da je ključna. Pa ne mogoče na tem nivoju tako čist veščina, ampak da tako čutiš pri človeku, da je dovolj varen prostor, da lahko zdaj to odpremo, da se lahko o tem pogovarjamo. To je meni recimo zanimiv, ta varen prostor. Jaz si nikoli v življenju ne bi predstavljala, da bom snemala podcast. Ampak nekako ta varen prostor s tabo sem čutila, da sem dojela to kot res nek proces lastnega razvoja. In mi zelo veliko pomeni, da se mi dve lahko v vseh teh zadevah, ki se nama sprožajo takole, ob pripravi ali pa vmes, ko se pogovarjava, ker tole takole biti pred kameram, pred mikrofoni je ena taka zelo specifična situacija. Da se mi dve lahko o tem zelo tako odkrit pogovoriva in da si zmoreva držati ta res totalno varen prostor, da sebe not pripeljava z vsemi najnimi unimi delčki, ki se oglašajo. Tako da... jaz v bistvu tale podcast res doživljam kot en tudi kot čist razvojni eksperiment zame in za najin odnos. Tako, da razvojni eksperiment, recimo, tako jaz ga čisto osebno tako doživljam, da ne pašem noter, nisem dovolj, tako, da v bistvu sem šla skozi različne plasti že v teh tem v lifeu in da so situacije, ko so v bistvu tako, to me sploh več ne drma ali ne kakorkoli nagovarja. Zdaj pa ta mogoče še ta kolektiven
Eno je, kako to zmoreš v enem partnerskem odnosu shendlati, eno je, kako to zmoreš, ko delaš z timi ali pa recimo tako, ko delava midva. Zdaj, kle se pa dejansko res postaviš v nek tak širši prostor. In tvegaš na nek način. Jaz tako čutim različne reakcije, večinoma zelo fajne reakcije ampak čutim pa recimo tudi, kje je kakšno nevoščljivost, pa čutim tudi, kje je kakšno tako malo pokroviteljstvo, tako influencer, se je ta prvič, ko mi nekdo tako rekel, jaz sem mislila, da mi bo kar želodec odprl, tako uno. Nisem moče naivna, tako nisem nikoli sploh razmišljala, tako sem tudi doživljala strokovni podcast, veš, tako za sami dve. Ampak pol, se prav v bistvu z Anžetom sva se pol pogovarjala enkrat o tem, da kaj dejansko influencer pomeni, da pač želiš vplivati na nekaj, da prevzameš pobudo, da se postaviš pač bolj v vlogo, da nisi zgolj, da želiš vplivati. In to je mogoče tisto, kjer pa, s to vlogo sem pa si dost, jo pa poznam, se jo imam, tudi v različnih drugih relacijah, kontekstih in v bistvu sem z njo okej. Tako aktivna drža, tako, da nekaj narediš. Ampak je tudi pri meni, v bistvu dejansko po eni strani je to, da res čutim, da premalo govorimo o teh temah, da mogoče res tudi sploh v poslovnem svetu premalo tega, pogledati vase, res iz kere logike jaz zdaj usmišljam svet, kot ga dojemam, to, kar sva zadnjič govorili. Se mi zdi tudi zdaj tako kot HR-ovka, ko pogledam, ogromno smo naredili na področju razvoja vodenja, ampak smo se pretežno ukvarjali z razvojem kompetenc, znanj in veščin, ne pa toliko res ukvarjanje z načinom, kako mi sploh dojemamo stvari. Tega je pa malo manjkalo. No, ampak da ne bom zašla, eno je to res, da želim te pogovore v eter, da drugo je pa res tako, čisto sebičen razlog, da želim iti tja, kjer me svet najbolj izziva. In tole je zelo ven iz moje cone udobja. In mi je tako zanimivo, kako iz vsake epizode nekaj novega tako zraste. Nekaj novega ozavestam. Ko bi zdaj to predno sva začele, pa zdaj, kaj se je v tem času pri tebi zgodilo? A viš, tako, meni se je od začetka zelo oglašal ta ekspertni del v meni. Da moram zdaj to, kar bom povedala, povedati prav, ker me bodo presojali vsi tisti, ki me poslušajo, ki so strokovnjaki na svojem področju. Psihologi še. Sploh najhujši prijatelji psihologi. Tako, to se mi zdi. In po drugi strani, tudi ti delček, kaj si bodo mislili o meni. In zanimivo mi je bilo, recimo, sva se recimo na ta prve epizode pripravljala. Zdaj na to epizodo sem se čisto drugače pripravljala, kot sicer na one prejšnje. Najprej sem res tako razmišljala, o čem bom govorila, kaj so, tudi mi sva se tako skupaj pripravljala v tem smislu, kaj so tista ključna sporočila, ki jih hočeva dati, neko strukturo pogovora sva naredila in tako. In sva govorili zelo tako iz eksperta. O konceptih, o teoriji, o vertikalnem razvoju. Danes smo pa to čisto spustili in se rekli, greva mi dve skozi to izkušnjo. Skozi to, kako naju življenje izziva in kako se mi dve ob tem razvijava. In v bistvu smo vsi skozi v vlogi učencev, skozi celo življenje greš. Vsi ne, ne vsi. Jaz z mojimi očmi to tako doživljam, da sem stalno v nekih teh razvojnih preizkušnjah in se stalno imam nekaj novega še za učiti. In
danes moram na te situacije recimo pogledati res kot na priložnost za moj lasten razvoj. Tako da ozavestam tudi tune take temne dele sebe, ne? Kaj jim včasih nisem dala prostora ali pa si nisem upala priznati, da jih imam. Recimo na ta prvem podcastu, to je bilo meni noro to videti. A veš, ko sva bile, kamere so se, mislim, luči so se prižgale, kamere in tako. Jaz sem bila res čist pod stresom, tako srce razbil, glas se mi zdi, se mi je tresel. In bolj sem imela kar tak občutek, ne? Zdaj si ti nekaj povedala, čakaj, zdaj moram še jaz nekaj povedati, ne? Zdaj si ti toliko časa govorila, zdaj moram še jaz, kada imela neko tekmovanje tako s tabo. Veš, če se mi je ta del. Ta del, ta egocentričen del mene se je vklapljal. In tako, ja, in sem rabila nekaj časa, da sem mu dala prostor v redu, saj tudi ti si tle, ker bod, ne, saj je vse okej. Ja, no, to. Da me je presenetil. To, kar recimo, kar si zdaj povedala, se mi zdi tako, da je velikrat recimo tako čutim, da ljudje težijo k temu, da bojo prišli do točke, ki pa bo pa znotraj vse mir. Pa bodo pa podelali, kar imajo za podelati. Ja, podelali, ne? Ja. In da to, kar si zdaj recimo rekla, je, se mi zdi ključen del, ne, pri razvoju, da skozi razvoj dejansko se ne zgodi nič drugega kot to, da začneš res prepoznavati to raznolikost znotraj sebe, te raznolike dele, ki se oglašajo, in da jim daš prostor in da lahko živijo, da pa ne vodijo tvoje življenje. Ja. In samo skozi neko tako izkušnjo, tudi to, ne, ko sva tukaj, ne, da dejansko res izpostavljaš situacijam, ki ti zbudijo malo teh usedlin. Zdaj lahko vidim, tudi to je znotraj mene, okej, ne. Tudi tekmovalna sem, ne, tudi pač nisem dovolj, ne verjamem dovolj vase, ne. Recimo, mene najbolj pač ta del, skozi celo kariero, ne, sem imela tako skozi občutek, da imela sem v bistvu to željo, da bi pisala, da bi tudi spregovorila, ampak skozi je bil nek občutek, nisi še dovolj. Zmer sem imela občutek, če bom danes nekaj povedala, itak stvari se tako hitro razvijajo, da čez en mesec bo že tisto, kar sem jaz povedala, ta strokoven del lahko čist brez veze, ne? Ker bomo nekaj novega ugotovili, ne? In pol bom jaz brez veze. In pol bom jaz brez veze, ja. In ta, ne, tako da ta eksperta, ne, ki si ga omenila, ne, ja, je ful močen v nas, ne, ker imamo občutek, moraš vedeti, ne, moraš vedeti dokončen odgovor, ja. Ne, moraš vedeti, kaj je zdaj res resnica. Ne. Moraš prav povedati, moraš prave podatke, ja. Da ne smeš se zmotiti. Ja. Ja, zelo močen. Tako, jaz recimo tudi skozi to čutim, kako se en del mene tako lušč prav dol, ne? Tako, da se osvobaja in da na nek način tudi tako, ne, vidim, da tudi skozi coaching pogovore, da se dejansko to, kar jaz delam, je, da dam ljudem prostor, da tisti najbolj ranljivi deli lahko pridejo ven, ne? Tisti, ki jih v organizaciji ne smeš pokazati, tisti, ki jih doma ne moš pokazati, tisti, ki jih res nosiš sam s sabo, in imaš občutek, da s temi deli nekaj ni okej in da moraš nekaj narediti. Ja. Razvoj se pa zgodi s prepoznavanjem teh delov in ja, tudi s tem, da gradiš tudi neko svojo kapaciteto, da lahko sploh živi, ne? Ker, kot se rekla prej, ne? Ko se dvignejo neke emocije, se to vedno sreča z neko mojo sposobnostjo, koliko jaz te emocije znam zregulirati. In to so neke neprijetne emocije, ne? Ki jih velikrat v bistvu enostavno pač želimo čim prej potlačiti stran, da jih le ni. Ja. In res je tako, da ni prijetno, ampak je pomembno, da tja, kjer je neprijetno, vstopimo. Da smo s to bolečino. Meni je zelo všeč ta primerjava bolečine, ko rastemo. Ne?
kot otroci. Jaz se spomnim, tam 7-8 razred, koliko so me bolele kolena. Ja, noge, koliko so me bolele, ker sem se vlegla v posteljo, da bom zaspala. Kakšna zoprna bolečina je bila to. Sem se res tako zelo na hitro potegnila. Čisto v fizičnem smislu, ne? Ampak pri razvoju je zelo podoben. Ne gre brez te bolečine in tja noter moraš pogledati v to bolečino. Je čisto normalno, da nas razvoj boli. Ja. Da, če te ne boli, se ne razvijaš. Točno to. Ker pomeni, da tudi ne greš ven iz te cone obdobja. Kdaj te mora tudi kdo drug malo šutiti ven? Malo te mora brcati, ja. Tako, zdaj mi na misel prihaja in 20 let nazaj, več kot 20 let nazaj, in moj sodelavc Ambrož, hvala. Že danes sem ti hvaležna. Je bila ena situacija, sem takrat vodila eno ekipo trenerjev, coachov, in sodelavc se je odločil, Ambrož se je odločil, jaz bom naredil en drugačen trening, en nov trening. Ok, dej. In pa je prišel en dan pred tem in je rekel, jaz nimam nič pripravljen, a lahko ti prevzameš. In jaz sem takrat čisto vam padla. Tako, ne da sem se malo razburila, pač razkurila sem se, po moje nadrla sem ga tako grdo. In v tistem, ko je to ven z mene letel, jaz sem takrat čutila, tole pa ni najbolj, ne. Tole pa ne izgleda najbolj, ampak obenem sem pa imela občutek, kaj pa drugega čem narediti, ne. In sem imela občutek, da ta moja jeza ima, da je legitimna, da imam argumente vse na moji strani. Ja. In da bo njemu pomagala, da se je spremenil. Ja. In ko so se stvari malo umirile in sva tako čez nekaj časa sedela, tako drug ob drugem, in mi je rekel, ko direkt me je gledal in je rekel, Marjana, ampak veš, mene tvoja jeza ne motivira, da bi naslednjič naredil boljš. Wow. In jaz sem ostala takrat brez teksta. In sem rabila en čas, da sem sploh sprocesirala to. Ampak ta njegov message je za mene takrat pomenil, da sem prvič tako lahko videla, moja jeza, moj problem. In to, ok, lahko sicer sem se jaz razjezila, ampak jaz sem tukaj tudi vodja, ne? In kot vodja je tudi pomemben, da razmišljaš, kakšna bom jaz, kako me je tega človeka vodila, da bomo šli skozi vse, kar pač prinaša življenje in kar prinaša posel. In njegovo vedenje, njegov problem, moja jeza je pa moj problem. In pa, ko sem v bistvu pa to jezo začela raziskovati, ne? In ko sem prišla do tega, jeza je bilo v bistvu tolkle, ostalo je bila pa nemoč. Ja. V bistvu jaz, kadar sem nemočna, takrat bila, nisem znala to reči, veš kaj, jaz tukaj ne vem, kaj zdaj sploh narediti, Ambrož, treba mi da zdaj skupaj najdati, jaz nimam pojma, ne? Jaz sem se znala sam razjeziti, ne? In sem pa videla, to se pravi, nimam toliko za izziva z jezo, ne? Jeza je zgolj posledica, v bistvu imam težavo z nemočjo. In pa, ko sem to začela raziskovati, zakaj pa jaz tako težko rečem, da sem nemočna, da ne znam, da ne zmorem, da me je strah. Ja. In pa se je podprla ena slika, in vidim očeta mojega, ki je imel zame prav en poseben statement. In sicer on je meni tako skozi govoril, Marjana, ti si pa moja partizanka. In to je za mene pomenilo. Partizanka, kaj je to zdaj? Da pač jaz sem tista, ki znam, ki zmorem, ki razumeš, boš ko buha, ali ne. In je tako cel plas enih popolnoma novih perspektiv in spoznanj in tega pač, da lahko vidiš nekaj, iz česar si prej deloval. In tako, tudi ta del se mi zdi zelo pomemben, ne? Uvid takrat je bil tako, v 2 dneh se je zgodil. Pol je pa trajalo 10 let, da sem jaz
Ja. Tako, prišla do tega, da v bistvu me malo kakšna stvar res zjezi, a ne. Me še zjezijo danes stvari, a ne, ampak tako je ta jeza šla iz une stopne 8, a ne, ker se je zelo hitro lahko užgal, ker sem zelo hitro lahko padla noter, da zdaj, ja, so še stvari, ki me jezijo, ne, ampak to se mi zdi tudi tako, kakšna vrednost je, da imaš take sodelavce, ki ti tak feedback dajo. Koliko malo je takih sodelavcev, ki ti dajo lahko tak feedback, ja. Čelni feedback in... A te lahko, mi povej, če nočeš, da greva tja, ampak tako res me zanima, kaj si pa spoznala v tej svoji nemoči? Ja, ta zgodba gre pa še precej dlje, ne? In ima siguren veze z mojo čist najbolj zgodno izkušnjo, ko na nek način, recimo, sej, pač to je zdaj moja zgodba. Ja. Ne, kaj zdaj si res noter štrikal. Ja, ampak zelo verjeten pa je, ne, da ko sem le stara 1 leto in sta moja mama šla nazaj v službo, da takrat sta se pač moja starša odločila, da je verjetno najbolj smiselno, ne da me zjutraj ob 5 budita, ampak da me že zvečer peljeta do mame, od očetove mame, in da tam prespim, in pa sem tam celo dopoldne, pa me prideta ob 2 uri iskat, in pa grem za par ur domov, pa spet nazaj do mame. In tako je zdaj moja interpretacija, ne, da iz tistega občutka nemoči marsikaj izhaja, ne, izhaja aktivnost, izhaja en tak občutek, da bi jaz hočem imeti stvari pod kontrolo, ne, ker probam imeti stvari pod kontrolo, ne, takrat, ker jih ne morem imeti, ne, ampak da ta občutek nemoči ima precej globoke korenine lahko, ne. In da se je seveda takrat zdel verjetno zelo realen, ne, da iz tega ven marsikakšno strategijo človek razvije. Tudi recimo ta strategija, ne, to, da jaz v kakšnih situacijah tako zelo hitro začutim, kaj se v enem sistemu dogaja, ne. Od kje zdaj že to, ne? Lahko izhaja čisto iz tega, ne, da popoldne, ko sem jaz prišla domov, je treba zdaj ta sistem malo bolj razumeti, ne, treba malo videti, kaj se v sistemu dogaja, ne, to, da bom jaz pač lahko v tem sistemu znotraj. In tako, ja, ta poglavje, ne, to se mi zdi, da bi bilo super enkrat, da ga še odpreva, ne, kako se te čist najbolj zgodne izkušnje odražajo pol v našem kasnejšem življenju, ne. Pa ne rabijo biti, recimo, taka, kot je moja, lahko so pač mnogo zgodb, ki nas oblikuje takrat, lahko je mama zgolj v stresu in napeta in je človek celo življenje napet, lahko je, to so te čist zgodne izkušnje, kjer se zgodi en čist na nevrološkem sistemu nek vzorc. In lahko so tudi ne samo neke naše interpretacije, kako smo si mi neko situacijo takrat razložili, zapomnili, ne, kaj smo še vse pol dodali zraven. In ja, to nas fajn zoblikuje. No, ampak ne, marsikaj v bistvu si že uspela raziskati, kaj je v tej tvoji zgodnji izkušnji bilo, ne, in kako te to pol zdaj zaznamuje. Zdi to, ja, da moraš videti, kdaj to na nek način na te vpliva. In ti si v bistvu zelo šla neke zelo koristne stvari iz tega, to, da imaš ti neko to sistemsko zavedanje, da hitro skušaš to oceniti, pride zelo prav. Sej, to se mi zdi, da je v bistvu pri nas vseh, ne? Da niti ni toliko poanta, kaj se je zgodilo, ali pa kakšno imamo zgodbo v zvezi s tem, ne? Moče pač se skozi neke načine našega delovanja, ki ga imamo, pripelješ do tega, kako jaz dejansko funkcioniram, zakaj imam jaz tako
nauštrene te senzorje, kje, ne? In dejansko tako pač tudi, ko sem raziskovala te travme in te najbolj zgodne otroške vzorce, ne, se velikokrat zgodi, da so povzročili marsikšno bolečino, ne, ki lahko ostane nesprocesirana znotraj nas, ne. Obenem se pa z tega tudi zrodijo ful veliki talenti, ki jih ljudje imamo. Ne? In vidiš, da ima v bistvu vsaka izkušnja, ki nas je oblikovala, ne, dva vidika. Ne? Tako, ja. In te težke preizkušnje nas najbolj oblikujejo. Ne? Ja. Sej danes v bistvu celo dajo epizodo ali kakorkoli, ne? Ja. Dejansko res, ko pogledaš, kaj nas je oblikovalo, nas je večinoma oblikovalo nekaj, kar je bilo, kako si rekla prej, ne, kar je tudi bolelo malo. Ja. Sej so tudi druge, ne, moče stvari, ki definitivno ne, prijetne, pozitivne, ki moče so podlaga, ne, za vse. Tako, ja. Ja. Ampak so ne, tudi tako, cel ta proces razvojni, če ga gledava malo z tega vertikalnega vidika, je res tako, ne, da takrat, ko si vmes v nekih teh prehodnih obdobjih med nekimi razvojnimi fazami, je to res tako strašno neprijetno. Ne, tako, lahko je to, no? Ne vedno, ampak lahko je zelo neprijetno. Lahko je res tako občutek, da se ti vse, kar si prej vedel, dojemu, a ne, je bilo del tebe, kar nekako začne razpadati, ne velja več. Tako, da en svet zapuščaš, propada, drugega se pa ne moreš še oprijeti. Tako imam to sliko, kada sem nekje na enem visečem mostu, ki zelo piha skozi tisto sotesko, ne? In ja, nimam več tistih tal pod nogami, ki sem jih imela prej. Nisem pa še, ne morem pa še zagrabiti tistega, kar je na drugi strani. In kje zdaj čutiš sebe? Ker smo itak skozi v tranziciji, ne? Kje je zdaj ta most? Jaz sem še v tej tranziciji. Ja, sej smo vsi. Kaj je tvoja tranzicija? Ja, no, tako. Mislim, to mi je bilo zanimivo, en podatek, pa ne vem, če si to zasledila, no? Tako zdaj se mi je malo ekspert užgal, ampak da My World View, to je ta assessment, ki mal, nekako nam daje pogled, kje se nahajamo v kontekstu vertikalnega razvoja. No, oni recimo od teh, ki so šli čez ta assessment, so gotovili, da tam nekje dobrih 50% ljudi je v tem bridgingu. Tako, so na tem mostu v nekih tranzicijah. Tako da a veš, jaz sem šla, se pravi, koliko je zdaj, že 4 leta nazaj sem šla na svoje, ne? In to je bilo tako zame eno tako močno obdobje, ko sem se morala začeti ukvarjati s tem, kako jaz sploh funkcioniram. Tako ogromno enih stvari, ki sem bila prej navajena, ki sem bila vsem toliko časa del nekih večjih sistemov, struktura, veš to, cilje postavljene, a ne, strategija, KPI. To je bil pač kontekst, v katerem sem jaz dobro funkcionirala. Koliko let? 22. A ne? In je postal del mene. Vsi nosimo te sisteme s sabo, ne? Ampak jaz sem ugotovila, ko sem šla na svojo pot, da mi to ne služi več. Jaz sem se potem, ko sem januarja odprla SP, jaz sem se po mojem še marca, aprila, sigurno tudi še zbujala pogosto zjutraj z unim občutkom, jaz nekaj moram narediti, nekaj sem pozabila, nekaj, a veš, ali nek PowerPoint, ali neko poročilo, tako. Z uno stisko sem se zbujala, zjutraj se pa kaj tako, zakaj se mi to zdaj še vedno vleče? In sem ogromno enih stvari morala tako res čist spustiti, a veš, predelati, tudi en kup enih omejujočih prepričanj je bilo, ker sem se morala seveda na drugačen način začeti pojavljati. Ta vloga, ki sem jo prej imela, ki je prinesla marsikaj s sabo,
je ostala tam, ker jaz nisem vloge sabo nesla, ker naenkrat nisem bila več HR direktorica, marsikaj pol odpade. In omejujoče prepričanja so bile? Omejujoče prepričanja. Eno zelo močno, ker sem se kar ene par coachingov s tem ukvarjala, jaz in socialni mediji. Jaz nisem za social media. Jaz ne morem tam neke poste objavljati na LinkedInu, pa kaj, pa, brez zveze, kdo to bral. To sem imela jaz 3 leta nazaj še. Zelo močno. Danes postam 2-krat na teden ali pa vsaj enkrat. Tele podcast stava snimam, tako da marsikaj se je moral spremeniti na tej poti. Ampak mal big picture, iz tega zelo močno sem mogla redefinirati, kako sploh funkcioniram. Tudi ta moj odnos, a veš, tako čist s časom, to sem dojela, koliko se je to močno spremenilo. Jaz sem bila tako včasih toliko ujeta v tem primežu, čeprav ta shift se je že malo prej zgodil, še preden sem mogoče organizacijo zapustila, veš. Tako ta ujetost v čas, ko se mi mudi, jaz imam toliko enih stvari, jaz ne morem, ne morem tega, ne morem unga, nimam časa za to, nimam časa za, ne vem, za zabavo. In en močen, sicer to je bilo že zelo dolgo časa nazaj, ampak takrat sem po mojem to razpokico doživela, ker sem enkrat sebe videla v situaciji, ko sem bila v trgovini, v vrsti, sem čakala le petek, je bil meni se v bistvu ni nič model. Čist nič, sem imela celo popoldne, še malo prej sem šla iz službe. Po mojem sem bila tam ene 5. v vrsti, 6. mogoče. Mene je totalno iritiralo, zakaj to ne gre hitrej. Tako čist živčna sem ratala v enem trenutku, da, a veš, pa tudi zakaj oni ne morejo optimirati vsega procesa? Zakaj ne dajo 10 blagajn imajo, sam 4 delujejo, zakaj ne dajo tistih žensk, ki so tam zlagali na police, pač na ostale blagajne, da bo to malo hitreje steklo. Kar hitro začnem govoriti, ko se spomnim, ko gremo ta tempo, ker to je bil tok del mene. In zdaj vidim za nazaj, koliko sem bila jaz v tem sistemu pač doma. To je bil sistem, ki je bil tak močen achiever mindset, to, dajmo rezultate, hiter, kako bomo še hitrejši, kako bomo še boljša. In jaz sem seveda ta način funkcionirala, uporabljala v vseh situacijah skoraj v mojem življenju. Tako, druga koža to postane. Čist druga koža postane. In pa sem šele tako, in takrat po mojem, ki mi je zanimiv, zakaj se jaz te banalne situacije po 15 letih, ne vem, koliko je to, kar zelo dolgo časa nazaj, zakaj se jaz to še spomnim? Točno ne vem, kjera trgovina je bila to. In tako vid je bil, zakaj si jaz zdaj v tem trenutku toliko enega stresa kreiram? In vidim res, kolikrat sem si sama naredila toliko ene napetosti, ko v bistvu ni bilo moje trpljenje odvisno od tega, zdaj, kaj se dejansko v svetu dogaja okoli mene, ampak kako jaz gledam na to, s kjer je moje notranje logike, jaz takrat osmišljam stvari. Pa tudi v bistvu, koliko si dejansko, ali pa koliko prevzamemo matrico, Matrico firme, firme, v kateri delaš in sploh ne razlikuješ med matrico in med sabo. In še popoldne, ko si v šopingu, ali pa lahko popoldne, ko si z otrokom, ali pa popoldne, ko si, ne vem, greš na dopust, imaš to. Da si v bistvu začela tako eno čist novo Katjo odkrivati. Čist novo, večkrat. Večkrat sem odkrivala novo Katjo. Ampak zdaj je tudi eno tako obdobje, na to, kar si me vprašala. Je pač ta moment v bistvu odkrivanja res sebe, kako lahko drugače. In tudi v končni fazi, kaj je res ta namen, kaj je to, kar je večje od mene, čemur želim služiti v življenju. Že prej sem se dosti ukvarjala z nekim tem smislom. Vedno sem ga prepoznala v nekem organizacijskem smislu, en del mojega smisla. Ampak zdaj je bilo pa to eno tako močno povabilo, da pa res ni tega organizacijskega vidika. Je ta vidik, ki ga cel svet, v katerem sem, prenaša.
In kaj tukaj jaz želim? In kaj me vabi, da ustvarim? Kaj ti čutiš, da je tvoj smisel, ali pa da je ta višji smisel, zaradi katerega si pripravljen, ali ki te vleče, ali ki ga čutiš, da je. V bistvu najbolj se mi zdi ta, da čutim, da družba nekako prepočas vstopa v ta razvoj, glede na to, kaj vse se nam dogaja. In da ne bo dosti, da gremo v bistvu nekako organsko skozi to, da moramo zavestno nekaj na tem narediti. In tako odprlo se mi je eno čisto novo področje s tem sistemskim, timskim coachingom, ki je tudi naju skupaj nekako pripeljal. In res nekako se mi zdi, da sem tukaj zato, da pomagam nekako mal ta proces podpreti. Tako preseb, ker grem jaz tudi skozi življenje, en kup enih izzivov in jih predelujem, pri strankah, s katerimi delam, organizacijam. Tako. In to, kar si prej rekla, je tako zelo, zelo močno. Jaz mislim, da smo v obdobju, ko moramo shiftati te pogovore, ko moramo drugačne vprašanja postavljati. Ne mi, pa vi, pa ta zelo tako egocentrično naravnana logika. Naša misija je tukaj, to pa to bomo dosegali. Pa da res pogledamo, kaj nas svet vabi, da odrastemo. Mislim, da skozi odraščamo. No in to tranzicijo bi jaz rada podprla, zato, ker tudi zato, ker jo tako močno čutim pri sebi. In se mi zdi, da ne gremo v ta pravo smer, ne gremo v nekaj, kar je sploh tako na dolgi rok vzdržno. In me to tako boli kot mamo, ker razmišljam o tem, kakšen svet ustvarja naša generacija za otroke, pa za njihove otroke, pa za one generacije, ki še sledijo. Čisto iz lastne frustracije tudi, ki jo doživljam ob tem. To. Ja, v bistvu tako, to je verjetno razlog, zakaj skrb tukaj sediva. Ja, ne vem, kaj je že bil en dirigent Italiji, ne vem, kako mu je bilo ime, ampak eno zgodbo je povedal, ki ga je v orkestru vprašal, maestro, when should I start? In pa je pač on rekel, takrat, ko ne zdržiš več, da si tih. In tako da jaz imam v bistvu zelo podobno. Tako me boli v bistvu, da smo dejansko prva generacija, ki je ustvarila svet, ni pa pripravila strog za ta svet. Kaj šele za naslednje generacije. Že ti otroci, ki zdaj hodijo v šolo, je tako, kaj jih učimo? Tako, in je prav ta res notranji razvoj, ki se mi zdi, da je v tem svetu vključen. Tako, kot si zadnjič v prejšnji epizodi rekla, da danes ni poanta v tem, da narediš več, ampak da preneseš več. Da preneseš več perspektiv, da preneseš več resnic, da preneseš več znotraj sebe. In se mi zdi tako, več ni bolje, ampak več je več. Več je več, ja. Več je več. In to je tudi en tak motiv, ki mene driva, da bi si želela imeti družbo, v kateri sploh ljudje, ki imajo pozicije, kjer je tudi moč in kjer je upravljanje z veliko resursi, da je tudi več zrelosti. Da
to je v bistvu ključen motiv, zakaj jaz danes tukaj sedim. Ne? In ljudje rečejo, ja, Marjana, kaj, le sej še 10 let pa boš šla v penzijo, pa ne, sej kar v redu, klele zdaj danes v Sloveniji, ne? In je res v redu, ne? Pa v bistvu ni v redu. Ne? Če pa dam še perspektivo, ko razmišljam pa o vnukih, o mojih, o tvojih, o Jakobovih vnukih, ne? Mi pa ni fajna. Ne? Sej je en del mene, ki je vedno zelo optimističen in si misel, ja, sej je pač vedno evolucija vedno našla pot, ne? Ampak tako, ne? Danes, ko tole snemava, ne? Je vojna, nova vojna, ne? In tako, pač kot ženska, tako si rekla, in kot mama, ja, če si to malo pustiš čutati, ne, je to kar tako precej overwhelming, ne. Ni tako, da človek reče, ja, sej vse v redu, ne, sam le, pač furajmo tole dalje, ne. Jaz pač tudi vidim tako, da smo v bistvu smo ustvarili svet, ki grejo ne stvari toliko hitro, da jih naša telesa, naš racio, niti naše emocije, niti naš duhovni del pač ne more dohajati. In tako je drug del, ne, ki pa zakaj pa v bistvu sem pa vseeno optimistična, ne? Tako, pač teh zadnjih, ne vem koliko, 18 let imam firmo, nima veze, pač kar nekaj let že te drgnem te razvojne razne zgodbe, ne, in če bi me nekdo, pač, če bi se vrnila nazaj, pa bi me nekdo vprašal pred 20-ih, ne, kako, Marjana, ti boš gledala na svet, pa se boš počutila, ko boš stara 53, ne. Jaz sem zelo kreativen človek, pa imam zelo veliko domišljijo. Jaz si ne bi mogla, da kako danes dojemam stvari, pač tega v razvoju, tega pa ne moreš vnaprej vedeti. Ampak ko zdaj, ne, kako vidim, da vedno bolj, ko odpiram to področje, vedno bolj vidim, da smo dejansko šele na začetku. Da imamo res tako inteligenco znotraj sebe in tak potencial, ki bi lahko zaživel in da živimo v dejansko zelo limitiranih verzijah sebe v tem trenutku, ki kreirajo tak svet, kot je v tem trenutku, in ta svet, mogoče je tudi fajn, da je, si grozen, pač tako reči, ampak mogoče je čas, da vidimo, ne, to. Da vidimo to. Mogoče ta bolečina služi svojemu namenu, ne? Da bomo odprli luči, da mogoče prepoznamo to. Tako zgovoren je ta podatek, ne, da je 15% liderjev je na teh postkonvencionalnih razvojnih stopnjah, ki jih svet danes rab. Kar pomeni? Kaj pomeni, če so na postkonvencionalnih, če malo? To je to, kar govoriva, recimo. Vem, za ljudi, da bojo. Super, da ste vprašala, ja. To, ne, da znajo držati neke paradokse, da ne vidijo, da so stvari črno-bele, da vidijo, kako se da to integrirati, kaj še vse vmes, več plasti, da zmorajo vase pogledati, pa s tem nekaj narediti. Da imajo to kapaciteto, da zavestno vstopajo v neke odnose, v neke interakcije, razmišljajo o vplivu, ki ga imajo, ne, vidijo sistem, sebe v sistemu, vse to. Ne, ustvarjajo to, kar smo prej govorili, psihološko varne pač prostore, neka okolja, kjer lahko pride do sproščanja tega potenciala, nekega tima ali pa skupine, ki pride tja skupaj. Države, ja, to, ne. To se mi zdi, da tako zelo manjka. In slišiš, ne vem, meni je res ta edukacija, no, kako smo prej omenili, ta sistemski timski coaching, mi je odprl eno tako drugačno dimenzijo. Že čist, ko sam poslušaš terminologijo, ki je uporabljena. Kako nekdo govori, kaj kdo nagovarja, je tako zelo zanimiv.
Pa je bila, a veš, iskreno, moja prva reakcija na ta vertikalni razvoj, ki so ga nekako tam tako predstavili, je bilo v bistvu tako dosti, tako malo odklonilna, ne? Malo sem šla v obsojanje, pa to ne more biti tako, ne? Kaj je zdaj, ne? Poenostavila sem si seveda, da je to kot neka taka lestvica, ki ti potem, ne, greš, plezaš gor, recimo. Zdaj seveda malo bolj, ne, ker zanimivo bilo to, da takrat vsem sem pa toliko zaupala, da če neka taka eminenca, kot je recimo Hawkins, pripelje to v program edukacije, da verjetno nekaj na tem je, ne. Tako da mi ni zaprl to, ampak sem tako rekla, bom jaz sam to pač koncepte mal probala usvojiti, ampak jih tako zelo lahkotno držati in jih raziskovati tako na sebi, v odnosih, strankami, sistem malo gledati, prek teh učnih izkušenj, ki smo mi na kakšnih demo, recimo, timih delali. No in mi je tako zelo zanimivo vide pol to pripeljala, ne. Se pravi, ne gre zdaj za to, da je to neka taka hierarhija, ampak gre samo za to, da tako kot, ne vem, otrok, ki se mora najprej naučiti hoditi, da bo pol lahko tekel, tudi mi gremo čez neke predvidljive razvojne stopne. Ampak je pa tako ta razvoj tako precej kaotičen, ni zdaj sam, da si ti zdaj na eni razvojni fazi. Je tako, jaz imam to sliko v glavi, da okay, si na eni stopnici z eno nogo, na drugi z drugo, z rokom se skušaš v tretje, mogoče četrte prijeti, in življenje te razteguje tam, kjer te razteguje. In ja, je oboje, ne. Je res ta, ja, prosti, kar. Ne, sem poslušala zdaj čez vikend ko se temu reče reel iz enega podcasta, ker dva moška debatirata, in eden reče, ključno je, da se pač človek drži svojih vrednot. In to je recimo tipično za eno razvojno stopnjo, ki se jo zelo dobro spomnim, ko sem jaz rekla, zdaj pa to, kar je bilo prej pogojevanja strani družine in družbe, zdaj bom jaz to vse presegla in zdaj bom jaz dala svoje vrednote na mizo in zdaj te vrednote živim. In spomnim se takrat, moj oče je bil strog in so bile ostre meje in jaz sem na prvo mesto dala pač svoboda, pač zdaj bo pa v mojem življenju pa svoboda. In tako je v bistvu bil drugačko zelo obdobje to, ki se ga zelo dobro spomnim in mi je bil fajn. Zaradi tega, ker takrat sem jaz imela občutek, zdaj pa jaz sem končno lahko prijela življenje v svoje roke in zdaj živim točno to, kar je treba in tako. Ampak tudi pri vrednotah. Sem pogruntala stvari, biznis je tekel, vse je šlo, super. Ampak tudi pri vrednotah je tako, da tudi vrednote imajo določeno zrelost. Nekdo lahko deluje, pač jaz poznam, pač slišam v medijih človeka, ki reče, naša država, prva in edina, to je njegova vrednota. In to je vrednota, iz katere deluje na račun seveda drugih, ki imajo pa tudi svoje države. In pri vrednotah zelo hitro ugotoviš, da vsaka vrednota v naravi ima svoj antipod, ki je tudi pozitiven v smislu. Če si jaz rečem, svoboda je ful pomembna vrednota. Je fajn, da vidim, kaj je pozitiven antipod svobodi. In vidiš, so omejitve. In vidiš, določene stvari jaz lahko super speljem, zaradi tega, ker sem imela svobodo. Ampak določene stvari pa super speljem, zaradi tega, ker sem bila v omejitvi. Ja, to si ful dobro povedala. Ja. In vidiš, tle v bistvu jaz rabim za to, da bo moje življenje, moj sistem v ravnovesju, jaz rabim imeti ravnovesje med tem. In tudi ker spomnim se, da mislim, če bi vprašala kakšnega mojega čisto prvega šefa, tako, on, ki je dal pravilo na mizo, jaz sem dobila ošpice. Ker to ni bilo v skladu z mojo vrednoto. In se mi zdi tudi fajn videti, da vrednote, ki si jih sami mi naštelamo, so tudi ideologija. Seveda.
In da moraš videti, kaj je antipod. In v Sloveniji tudi danes seveda rabimo socialno državo, rabimo tudi podjetništvo. Seveda tudi v podjetju rabiš fokus na naloge, ampak rabiš fokus na ljudi. In čim eno od teh vrednot daš nad. Predstavljaj si pač, saj sva že srečali kakšno podjetje, kjer je daleč v ospredju so naloge in rezultati in so ljudje nekje tam ostali, ne vem kje. In to lahko fura nekaj let. Pol pa to vidiš v bistvu učinke tega, da se ljudje noter ne počutijo dobro, da je pač zavzetost je strašno nizka. In vidiš, to je zato, ker smo pač eno stvari dali v ospredje na račun druge. Tako kot seveda tudi, jaz vidim tudi vodje, ki dajo ljudje, odnosi, samo zato, da bo harmonija, pa damo rezultata dol. In tudi na dolgi rok to ne funkcionira. Ja. In tukaj se mi zdi, da je, kar si prej omenila, postkonvencionalni vodje pa razumejo te paradokse, razumejo te polarnosti, ki jim v strokovnem žargonu jim tako rečemo, da je potrebno balansirati med različnimi deli tako, te realnosti. Med temi poli. Med temi poli. In zato, da to zmoreš balansirati in skozi navigirati tle nekje vmes, moraš biti sposoben zdržati te napetosti. Ker to je res tako, neka napetost se tle noter skozi ustvarja. In moraš iti čez svoj ego. Ja, zdaj pač moja vrednota je svoboda in zdaj bojo vsi okrog mene morali živeti svobodo. Ali pa moja vrednota je podjetništvo in zdaj morajo vsi živeti podjetništvo. Tako je. Nismo še tam, da bi lahko to integrirali, tako da nekaj dela še čaka in tudi druge. Ampak veš kaj, zdaj mi to je mogoče tema za kakšno najno naslednjo epizodo. Veš, kako se v organizacijah lotevamo postavljanje vrednot na nivoju sistema? To je mogoče lahko. Za kdaj drugič. Če bi tako mogoče en tak povzetek naredili, tako, za naju čist, pa za tiste, ki so naju poslušali, ki so zdržali toliko časa. Tako sporočila iz najne razvojne poti ali pa tam, kjer je življenje naju razvojno raztegvalo in preizkušalo. Tako, kaj so zate recimo 3 taka sporočila? Definitivno je prva tam, kjer najbolj boli. Tam je največja točka preboja. Ja. Tam, kjer nas v odnosih ali sami s sabo, ali ko smo v odnosih z drugimi, tam, kjer smo čustveno najbolj zintrigirani in so čustva močna, pač tam je dejstvo, da se nam dogaja projekcija, kar pomeni, da se nam dvigujejo neki naši nepredelani deli in resnica sicer boli, ampak to so točke, kjer je možen preboj. Deva tako eno po eno. Eno pa po eno, ja. Meni je pa zdaj mi je ta stav kot Dyerja prišel. Change the way you look at things and the things you look at change. Sprav, spremeni, kako gledaš na stvari in stvari, ki jih gledaš, se spremenijo. Ta zmožnost, da vidiš sebe, kako gledaš na stvari. Ja, to. Ja, jaz bi rekla, da druga, od uvida do spremembe je kar nekaj korakov. Ali pa nekaj časa. Da za dejansko spremembo uvid ni dovolj, je ful pomemben,
Potem je pa kar nekaj resnega dela znotraj sebe, zato da spremeniš način, kako tudi telo funkcionira. Ja. To se mi zdi, da bi rada pač res tako nagovarjala to iluzijo, ki ta me zvedno znova še malo razjezi, ne? To je ena od onih stvari, ne? Da obstaja trening 7 dni do zrelosti, a ne? To bi pač rekla, ne obstaja. Pač ne obstaja, ker to je vse življenjski proces in ni končne točke. Ja. Ni to. Ampak je, če gledaš skozi očala nekega zelo močnega achieverja in je outcome tisti, ki šteje. Potem je to tvoja realnost. Meni je mogoče še to, da v življenjskih tranzicijah čutimo tako, kot da bi popolnoma izgubili orientacijo v življenju. In je lahko res težko. In se mar zdaj vprašamo, pa kaj z mano narobe? In jaz sama doživljam zdaj tudi ta vertikalni razvoj, tako kot en zemljevid, ki mi, ko pogledam zadevo z ene širše perspektive, pomaga osmišljati iz razvojne perspektive, da to, kjer sem, make sense, da je okej. Da ni nič narobe z mano, tle, kjer sem, ampak da sem na neki poti. In da nekaj razpada v meni, nekaj umira, nekaj se na novo rojeva, in da je messy. Ampak da moram zaupati temu procesu, tudi to. Spusti kontrolo, zaupi procesu, ampak biti pa v tem procesu aktiven, ker samo po sebi se ne bo nič zgodilo. Ne moramo iti zavestno v to evolucijo. To se mi zdi tako super, kar si izpostavlja, ker je dejansko res veliko ljudi, ki so danes v tranziciji in to doživljajo pri sebi kot problem. Je pa zgolj znak, da so prišli do neke točke, ki je prejšnja zgodba popustila. Ta zadnjo, ta tretjo, danes sva prinesli na tole mizo otroke, partnerje, starše. In če za koga, pol definitivno se splača vložiti energijo, čas in denar v svoj razvoj, ker to plemeniti, dejansko to, kar bomo pustili za sabo. In to. In ko si ravno pri njih, pri otrocih in partnerjih, mogoče še to, zavedanje, da razvijamo se v odnosih. Ni to individualističen proces, ampak je vedno odnosen proces. In da mogoče tam, kjer nas neki odnosi s komorkoli, šefom, sodelavci, sosedom, z otrokom, partnerjem, tam, kjer nas izzivajo neki odnosi, dajmo pogledati, kaj je res tisto, kar se v meni takrat užge. Kaj je tisti del, ki moramo odpogledati. To. Super. A dava kakšno vprašanje mogoče res za najine poslušalce za na konc? Mogoče imaš ta vprašanje na čez. Ti si direktorica za vprašanje. Mogoče to, Se pravi, če je res kakšna situacija, ki jih zdaj izziva, in če vzamejo to kot neko razvojno povabilo za njih, v kaj vas ta situacija vabi? To. Jaz bi to vprašala. Super. Katja, uživala sem danes s tabo. Hvala, Marjana. Hvala tudi tebi.